Lepo vas pozdravljam iz Evropskega parlamenta tukaj v Bruslju. V Evropski parlament so nam sporočili, da vas zanima EU in kaj to pomeni za vas doma v Sloveniji. No pa začnimo. Veste, zakaj je nastala Evropska unija? Zato, da imamo evro, pa da ni več med nami meja? Ne, EU je nastala zato, da bi zagotovila mir med narodi. Države v Evropi so se prej stoletja borile med seboj. Ljudje so se tepli in pobijali. Najbolj kruto v 2 svetovnih vojnah, kjer je umrlo tudi veliko Slovencev. Ko so videli to razdejanje, so se pred več kot 60 leti Evropejci odločili, da hočejo biti med seboj prijatelji in živeti v miru. No, če gledate tekmovanje, naprimer za Miss Slovenije, tudi lahko slišite, da si lepotičke želijo mir na svetu. A to ni dovolj. V Evropi so se politiki dogovorili, da bodo naredili tak sistem, da se bomo med seboj tako povezali, da vojna med nami praktično ne bo več mogoča. In v tej stavbi tukaj zdaj dela več kot 7000 ljudi, ki vsak dan zelo konkretno iščemo rešitve, da se med seboj dogovorimo, ne pa skregamo. Vseh skupaj nas za evropsko sodelovanje v Bruslju zdaj dela že več kot 50 000. Med njimi nas je tudi skoraj 1000 Slovencev. Delamo v 23 jezikih, potujemo po Evropi, še včeraj smo bili v Strasburgu in Luksemburgu, vsak mesec smo tudi v Sloveniji. Tukaj dela veliko mladih, ki govorijo jezike, so izobraženi, se znajdejo, kar je zelo pomembno, so odprti za drugačen pogled in predvsem zelo delovni. V Evropski parlament Slovenci vsakih 5 let izvolimo 8 poslank in poslancev. In ti nas tukaj zastopajo. Lahko jim pišete tudi po e-mailu ali jih spremljate na Facebooku. Najmanjša država po številu prebivalcev ni Slovenija, ampak Malta. Največja država je Nemčija, ampak vsi smo enakovredni. Če imamo dobro idejo, torej če nekaj znamo in to znamo tudi predstaviti drugim. Slovenščina je tukaj uradni jezik in vse, kar delamo, je tudi v slovenščini, tudi na internetu. Naša država Slovenija je že od leta 2004 članica Evropske unije. Danes kar 80% zakonodaje, ki vpliva na naše življenje v Sloveniji, se oblikuje pod vplivom skupnih odločitev EU. Naprimer to, da lahko v mnogih državah plačujemo z enim denarjem, z evrom, pa da ni več meja znotraj Evrope in se lahko peljemo 100 km/h čez mejo, da lahko telefoniramo in potujemo bolj poceni po Evropski uniji, pa da gremo lahko tudi Slovenci na izmenjavo, študirati ali delati v Španijo, v Anglijo, v Nemčijo, sem gor v Bruselj in drugam po Evropi. A ni zanimivo, da 500 milijonov ljudi, toliko različnih interesov, jezikov, kultur, še vedno deluje skupaj? 3 stvari so pri tem ključne. Najprej v EU iščemo skupne točke in sodelujemo, ker seveda smo vsi med seboj zelo različni. Eni ste blond, eni smo temni, v Evropi imamo Špance, Nemce, Slovence, Italijane, različne kulture, navade, jezike, ampak če gledamo na razlike, se hitro spet skregamo. Zato je poudarek vsak dan, tukaj, na tem, kar nas druži, ne kaj nas ločuje. Drugič, v Evropi si med seboj pomagamo. Cilj je, da bomo vsi dobro živeli in zato bogatejši z denarjem in nasveti pomagajo revnejšim. Vsem pa nam je jasno, da moramo delati skupaj, če želimo na svetu kaj doseči. Ko se na primer Evropejci pogovarjamo in pogajamo s Kitajsko ali Ameriko, svoje interese uveljavimo le, če držimo skupaj. In še tretjič, v EU je ključen argument. Ni bistveno, ali ideja pride od nekoga, ki je mlad ali star, ki je iz leve ali desne politične stranke, majhne ali velike države. Ne. Važno je, da je ideja dobra. Če je ena naša slovenska ideja, kaj bi bilo treba narediti, da bi bilo v življenju v EU lahko boljše, naprimer, dobra in jo znamo predstaviti drugim, to lahko postane zakon za 500 milijonov Evropejcev. Če vas zanimajo možnosti, ki jih ponuja EU, nam napišite e-mail, poglejte na internet ali vprašajte vaše dobre učiteljice in učitelje za več informacij. Res pa vam iz osebnih izkušenj priporočam, da ste pridni v šoli,
ker sistem je pač tak, da ocene štejejo. Hkrati pa vas spodbujam, da se učite jezike, tudi inštrumente, da pojete in plešete, da se ukvarjate s športom in drugimi dejavnostmi. To vse je pomembno, ko boste enkrat kmalu dobili priložnost, da tudi sami odkrijete svet. Upam, da nas pridete kaj tudi pogledati. Sem v Bruselj ali v Strasbourg. Saj to ni več tako daleč. Za zdaj pa lep pozdrav iz Evropskega parlamenta domov.